Lepo pozdravljeni v posebnem podcastu, v katerem predstavljamo naše kandidate na državnozborskih volitvah, in v moji družbi je Marko Kajzer. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za povabilo. Kandidirate v okraju Ljubljana Šiška 4 v 3. volilni enoti. Imate bogat nabor izkušenj, ste dolga leta obrtnik, v mizarstvu ste delovali, ampak bi bilo preskromno, če bi rekla samo, da ste mizar, ne? Tudi verjetno mizar in lesna industrija ni to, kar si morda nekdo na prvo žogo predstavlja. Ja, res je. Imam od leta 90 svoje podjetje za izdelavo pohištva, opreme, notranjih vrat za posebne projekte. Vedno smo delali nekaj, kar industrija ni bila sposobna narediti. Gledali smo predvsem na kvaliteto, pa tudi na zadovoljnega kupca. In v skladu s tem sem tudi svoje kompetence razvijal z izobraževanjem za mojstra, za sodnega izvedenca, in praktično napredek v življenju ni nikoli končan. Vedno si postavljamo nove meje in nove izzive. Tako da po 41 letih pa pol dela v podjetništvu, v mizarstvu, z vsemi izzivi predajam podjetje sinovoma, ki sta oba na tem področju že strokovnjaka, en lesar, drugi arhitekt, tako da se krasno dopolnjujeta. Je pa res, da situacija, v kateri se je Slovenija znašla, kar kliče potem, da se nekaj naredi, ker sam, kot sem omenil, s 36 leti izkušenj v podjetništvu, lahko potrdim, da toliko malo prostora za investicije, razvoj in za praktično karkoli, kar ni nujno potrebno za to, da podjetje na škrge diha, toliko malo ga še nikoli ni bilo. To se pravi, tako težko v 36 letih še ni bilo, kot je zadnje 2 leti. In kaj je potem ta prva stvar, če rečeva, da boste postali poslanec? Verjetno imate pred očmi to situacijo, ki jo zdaj opisujete, in kaj bi bili tisti ukrepi, ki jih zdaj podjetništvo, obrtništvo najbolj potrebuje? Vsekakor je treba v Sloveniji, ne samo za moje podjetje, ampak za popolnoma vsa podjetja, ki delujemo na tem področju, narediti boljše pogoje, ker to bi pomenilo tudi, da podjetja ne bi več odhajala v tujino ali pa se zapirala. Kar pomeni ugodnejša davčna zakonodaja, bolj predvidljivo okolje. Absolutno, vse to, kar pravite, je nujno potrebno za to, da nekdo vnaprej ve, kaj ga čaka, ne da dobiš konec leta nek zakon, ki ti odreja, da boš moral plačati neke zadeve, tudi za delavce, ki niso več zaposleni v podjetju. Se kdaj počutite, recimo v vseh teh zgodbah, verjetno ste zdaj imeli v mislih božičnico, to obvezno božičnico, se počutite prizadeti, ko se o vas potem govori, ker seveda nasprotujete, ker imate finančne plane, ker imate neke okvire delovanja, ko rečejo, ja, vi ne privoščite delavcem, a se ne zavedate, da zaradi delavcev vaše podjetje živi. Kako potem vi odgovorite na take očitke, ki jih je zelo veliko? Ne nasprotujem, absolutno ne nasprotujem, da se dobrega, kvalitetnega, učinkovitega delavca nagradi. Vendar z predpisanimi zneski, minimalnimi zneski, ki posegajo v nivoje skoraj povprečne plače, je ta manevrski prostor nagraditi dobrega delavca bistveno premajhen oziroma predrag za podjetnika, in pri konkurenčnem boju za projekte ga je zelo težko dosegati. Prej ste omenili, da posel predajate sinovoma. Kako poteka ta prenos znanja in poslovanja med generacijami? Vi lahko poveste iz prve roke, ste imeli kakšne težave, kakšno je mogoče okolje v Sloveniji za nek tak korak? Kar se tega prenosa tiče, je vedno samo vprašanjem, verjetno vprašanje motivacije prevzemnika predvsem, ker jaz sam po 41 letih in pol sem verjetno že motiviran, da se kaj takega zgodi, da bo nekdo skrbel in razmišljal namesto mene. Ampak te motivacije je bistveno manj
če je okolje, v katerem delujemo, neugodno in neučinkovito, pa nekonkurenčno predvsem, ker kolegi, podjetniki, obrtniki selijo svoja podjetja na Hrvaško, Avstrijo in tako naprej. Ne. Ste tudi vi kdaj o tem razmišljali? Glede na to, da imamo še vedno večino projektov v Sloveniji, pa glede na to, da smo za kaj taga, vsaj po mojem mnenju, premajhni, pa zaenkrat še nismo razmišljali. Pred leti ste bili tudi obrtnik leta. Kaj se je takrat zgodilo, kateri preboj, da ste prejeli ta naziv? Kater preboj, kaj je bil vzrok, to bi mogel komisijo vprašati. Ampak glede na to, da že tako dolgo delujete v tem poslu, govorite o vseživljenjskem učenju, verjetno ne pozabljate na vse možnosti napredka, da ste v koraku s časom in vse to. Za to, da sem dobil to priznanje, je verjetno bilo odločujoče, da smo sorazmerno dobro delali, imeli primerno ekipo, ki je sodelovala z menoj, se primerno razvijala, potem tudi za opremo smo skrbeli in to smo vse lahko dosegli, ker je bilo okolje tako, da smo lahko dosegali dohodke, ki so nam vse to omogočali. Se pravi razvoj, investicije? Ja, vse skupaj mora biti nekako sorazmerno. Seveda, tisti, ki pa dobi to priznanje, sam sem namreč zadnja leta tudi v tej komisiji in z veseljem pogledam uspešne podjetnike, ki so prijavljeni na razpis za obrtnika in podjetnika leta in Obrtna zbornica še vedno vsako leto to laskovo priznanje podeljuje in je vedno zanimivo pogledati mlajše trenutno od mene, ljudi, ki so polni energije, entuziazma in ustvarjajo podjetja, ki navdušujejo. Zdaj, če izstopiva iz mizarstva, obrtništva, tukaj ste omenjali, torej, da se učite vse življenje, se izpopolnjujete, mojstrite, ste postali cenilec. Omenili ste, da ste pred kratkim postali tudi mediator in bi to radi prenesli tudi v politiko. Verjetno bi potrebovala nekaj takega. Ja, zdaj mediacija, pogajanja, sprejemanje kompromisov, vse to je del življenja v podjetništvu in predstavljam si, da je zelo pomembno, da se te veščine uporabljajo tudi v politiki ali pa bi jih bilo potrebno, saj v Sloveniji po tolikih letih absolutnega izključevanja ponovno spoznati pa uvesti. Kako si predstavljate tako povezovanje, sodelovanje, dialog, mediacijo znotraj trenutnih političnih razmer? Ja, jaz si absolutno predstavljam, da bi bila potrebna po dolgih letih majčkeno širša sredinska koalicija, tudi z vključevanjem mogoče takih, ki na prvi pogled niso sprejemljivi, pa z osveščanjem in razumevanjem vseh dejavnikov se bi dalo z njimi kljub vsemu skleniti kompromis. Torej, vaše ideje nekako stremijo k temu izrazu projektna koalicija, se pravi, da se recimo neka politika dogovori o prioritetah, narodnih, državnih prioritetah in doseže kompromise in najboljše možne rešitve. Predvsem si moramo postaviti cilj, kako želimo na koncu naslednjega mandata živeti. Če bomo vedeli točno, da je naša želja, da ohranimo standard srednjeevropskega prostora, ker narava, ki nas obdaja, nam to dopušča, kako kvalitetno pa vse te resurse izkoriščamo, je pa naša odločitev. Torej, če bomo ta cilj si postavili, potem je zadeva popolnoma enostavna, ker se samo ugotovi, kaj je potrebno spremeniti, da ga bomo dosegali. In kako pa vidite sebe kot poslanca, za kateri zakon bi najprej dvignili roko, dali podpis, ga zasnovali? Absolutno je treba najprej spodbuditi tiste, ki prispevajo v državni proračun, ne pa, da jih je vedno manj.
torej nekaj, kar bo ustvarilo bolj konkurenčno poslovno okolje v Sloveniji. Se pravi, gospodarstvo spodbuda delu, ustvarjalnosti. Ja, vsekakor. Kako boste nagovarjali volivce, zakaj ste vi prava izbira? Zato, ker se mi zdi, da imam zadost energije, zadost jasnega pogleda na trenutno situacijo, pa kljub vsemu zadost tolerance za drugačna mnenja. Najlepša hvala za ta pogovor, veliko uspeha na volitvah želim. Hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Nasvidenje.